Lepo pozdravljeni, dragi gostje, na tokratnem nizu dogodkov karierne zgodbe. V veliko veselje nam je, da se je našemu povabilu odzval rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič. Pozdravljeni. Moram tudi jaz nekaj reči. Pozdravljeni tudi vi. Hvala, da ste me povabili, da lahko še o čem drugem govorim, kot o tistem, kar je običajno v zadnjih časih na univerzi, predvsem pa sklepamo svoje poklicnem delu, ki ga tako ali drugače je z izjemo zadnjih let zaznamovala matematika. Skozi današnji pogovor bo rečeno, da bomo morda spoznali nekoliko drugačni luči, ne le kot direktorja Univerze na Primorskem, temveč celotno vašo karierno pot. Torej, rodili ste se v Kopru, kjer ste obiskovali tako osnovno šolo, kot tudi slovensko gimnazijo. Po uspešno opravljeni maturi pa ste študij nadaljevali na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Kdaj vas je pravzaprav začela zanimati matematika? V osnovni šoli od vsega začetka sta mi najbolj priljubljena predmeta sta bila risanje in računstvo, se je takrat reklo, in telovadba. Tako da so mi od osnovnošolskih učiteljev in učiteljic najbolj ostalo spomin dva. Albert Primožič v 3. razredu, ki je po vsakem glavnem odmoru nas peljal na Bonifiko, tam, kjer je zdaj parkirišče, se bila nogometna igrišča za tem letnim kinom. Letni kino je tam, kjer je zdaj tržnica, oziroma za tržnico je bil. In pa učiteljica v 4. razredu, Vilma Jenko, ki me je neprestano dala dodatne zadolžitve, s katerimi sem si ta svojo radovednost dopolnjeval. Torej, tisti, ki so mi najbolj dajali zadelati in najbolj spodbujali gibanje. Kot rečeno, sicer pa poleg telovadbe, risanje in računstvo. Zaradi izrednih študijskih dosežkov pa ste bili kot eden prvih slovenskih študentov sprejeti na podiplomski študij v tujino, natančneje v Ameriko. In glede na to, da v tistih časih tehnologija ni bila tako razvita, kot danes, ko samo s parimi kliki na spletu lahko poiščemo celoten študijski program po celem svetu, me zanima, kako ste pravzaprav izvedeli za možnost študija v tujini in kako ste se pripravili na odhod v tujino. Podiplomski študij sem upravil v Angliji, ne v Ameriki. Tako da sem 3 leta in pol bil v Angliji, sicer na univerzi v Readingu, to je zraven Londona, pol ure stran. Takrat res ni bilo nobenih tovrstnih komunikacij. Tudi izbor univerze je slonil na tem, da sem v 4. letniku študija pol dneve preživel v knjižnici in gledal po znanstvenih člankih, ki so bili objavljeni, ljudi, ki so delili tisto, kar se mi je zdelo, da me zanima. Nisem točno dobro vedel, kaj ne bi tisto bilo, zagotovo pa nekaj, kar v Sloveniji ni bilo mogoče študirati. Slovenija ima sicer zelo dobro matematično šolo, že od leta pred prvo svetovno vojno. Tudi prvi rektor Ljubljanske univerze Josip Klemen je bil eden zelo znanih svetovnih matematikov, ki je rešil enega najpomembnejših nerešenih problemov iz teorije, iz analize teorije analitičnih funkcij. Skratka, pomemben človek, ki je iz Dunaja od nastanku Jugoslavije prišel kot eden tistih, ki so postavili Ljubljansko univerzo, slovenski del podaljne države, poskušal dobiti univerzo in je poklical domov svoje znanstvenike. To je bil eden od njih. Skratka, takrat je bilo to mogoče samo z dopisovanji in spregledovanji znanstvenih prispevkov v knjižnici, ki so prihajali na vsake toliko časa. In potem, ko se mi zdelo, da sem našel tisto področje, ki me je zanimalo, ki ga v Sloveniji ni bilo, kot rečeno, obstajala samo plemjeva šola, se pravi eno področje matematike, se mu reče analiza, drugega pa pravzaprav ne. In ko sem to nekje našel, zdelo se mi, da to je tisto, kar me zanima, to je tako imenovana teorija grafov ali teorija omrežij.
del matematike, nekateri sloni računalništvo, pravzaprav internetna tehnologija brez teorije grafov ne bi mogla obstajati. In pa sem tisto našel na eni univerzi v Angliji, sem potem eno od pisem, ki sem ga poslal, je bilo tudi temu profesorju, ki kasneje postal moj mentor. In to je bil prvi korak, potem sem morali tja sprijet. Drugi korak je bila štipendija, in sem za ta študij imel enoletno štipendijo slovenske, tedaj se to imenovala Sklad Boris Kučič. Kasneje je to postala raziskovalna skupnost. Dali so enoletno štipendije za preostanek študija, sem pa dobil štipendijo te univerze. In so imeli štipendijo po matematiko v Angleškem. In tisto njihovo štipendijo sem potem dokončal študij, doktorski študij po njih. Kako so pa vaši starši sprejeli ta odhod v tujino? Ja, ne vem, mama tukaj, zapisovali smo si in danes si pri kontaktu preko Skype, tako rekoč kadarkoli, takrat je bilo pa potrebno, Jugoslavija je bila, sedaj komunikacija je bila malo drugačna kot z drugimi državami Evropske skupnosti tedanje, tako da če sem potem pitati, sem moral dati dosti denarja, pa še največ 3 minute, tako da komunikacija je bila otežena, ampak človek je navajen tistega, kar takrat je. Če se zdaj preskočimo tja nazaj, nam bi bilo težko, v obrnjeni smeri pa tudi se počutili malo čudno, tako da vsega se človek navaden privadi. Poleti sem vedno prihajal domov. Poučevali ste na univerzi v Minnesoti in na univerzi v Kaliforniji. Kaj ste vam ti dve univerzi dali za kasnejši poslovni lik življenja? Poučeval sem tudi na gimnaziji Kopru eno leto, med podoktorskim izpopolnjevanjem in pa med vojsko, podoktorskim izpopolnjevanjem, potem odhodom na tujino, po vmesnem doktoratom in pa delom tujini sem eno leto učil na gimnaziji. Kar se pa tiče samih izkušnje, mi je najbolj pomembno to, da sem moje mnenje je, da je anglosaški univerzitetni sistem superiornejši od evropskega kontinentalnega, je bolj preprost, na začetku je bolj širok, kar je pomembno za to, da študenti nekako bolj mehek, priljubljen način pridejo na univerzo in poiščijo svojo smer. To je tisto, kar je moja kritika našega trenutnega sistema, ko se morajo dijaki, bodoči študenti in pa starši, vsi živčni odločati januarja, februarja, marca, katera bo prva, druga, tretja želja. Tam se človek vpišuje, ker bodoči študent se vpisuje na univerzo in potem se mora od drugega letnika odločiti točno, kaj bo njegov major oziroma glavna smer. Najprej to in potem, da je podiplomski študij bistveno močneje raziskovalno zaznamovan, kar pomeni, da se enkrat, ko gre človek na podiplomski študij, res ima na voljo vse, kar je potrebno, kar se tiče laboratorijskega in drugega dela in pa res pravega mentorstva profesorov. In potem so še zunanji uporabniki, ki bitijo nad diplomanti oziroma tistimi, ki končajo podiplomsko študijo ali doktorat in točno vedo, koga kje lahko uporabijo. Ker sem matematik, mi je že vsaj 20-25 let, kar sem se vrnil z Amerike, nedomljivo to, da res, da je Amerika veliko večja država kot Slovenija, ampak sprašujem se, zakaj NSA, National Security Agency, kar je neke vrste ekvivalent naše SOVE, recimo, zakaj v SOVI ne dela niti en matematik na NSA-ju pa na tisoče. Pustimo, kaj delajo, ne? Ampak tam znajo bolj uporabiti znanje mladih ljudi. Na kakšnem odnosu ste pa vi gradili z vašimi študenti? Ja, to bi povedali predvsem moji doktorski študenti, ampak jaz sem poskušal delovati, kot sem se naučil tam, da so odnosi med profesorji in študenti, vsaj v Ameriki to velja, za Anglijo je malo drugače, ampak po začeli sem Angliji samo doktorski študij, podoktorski, samo to izkušnjo
profesor, kot mladega profesorja pa živel v Ameriki in sledil tistim, kar sem videl, da počnejo drugi profesori. Prva stvar, po kateri sem zagotovo, sem se razlikoval od drugih, recimo evropsko-kontinentalnih profesorjev, ko sem se vrnil, je ta, da sem svoje študente takoj na začetku, ko so začeli delati z menoj, kot mlajši sodelavci, takoj so odhajali z menoj na konference. Jaz sem jim takoj ponudil možnost, da se izpopolnjujejo, izobražujejo, si gradijo ta mrežo redacij. Zato tudi jaz pravzaprav zadnjih nekaj let sploh nisem več vpet v matematično dogajanje na matematične šole na tej univerzi, ki je, kar se tiče teorije grafov, v Sloveniji pred Ljubljano in tudi je najboljši v Evropi. Ampak to počnejo moji bivši doktorski študenti in njihovo omrežje, če lahko rečem, vse, kar so si stkali potem, ko so imeli priložnost odhajati ali z menoj in z mojimi sodelavci na gostovanje na Dnevniku univerze pa na matematičnih konferencah. To je bistvena stvar, da se ga takoj, da se študenta in študentkov takoj porine v ta svet. Pa vam je morda v spominu ostala kakšna zanimiva zgodba povezana s študenti in vašim poučevanjem? No, jaz sem najbolj užival na UC Santa Cruz, University of California, Santa Cruz, zato ker to sem bil ravno še približno dovolj mlad in zgodnja 30 leta. Mislim, z tega zornega kota sem bil zelo mlad. Ravno še dovolj tudi prava beseda, ne bom ravno dovolj še prismuknjen, no, kako je rekel, ne, da sem šli pogledati še kakšne druge stvari razen dela. Tako da jaz sem sledil dolga leta v ameriški skupini, ki je zelo idiosinkratična ameriška, Grateful Dead, obstajala od leta 65 do 95. No, bistveno je to, da v Santa Cruzu je bilo neke vrste od teh 6 do 8 tisoč študentov je bilo, polovico je bilo tisti, ki so sledili temu bendu, Dead Heady so se imenovali, od ostale polovice nekaj je bilo ekološko usmerjenih, nekaj je bilo obremenjeni s posebnimi načini prehrane ali pa ne vem kakšnimi alternativnimi pristopi do življenja, tako da tistega obdobja se spominjam predvsem potem, da mi je bilo nekako pisano na kožo po načinu življenja in večkrat sem se na teh koncertih znašal pa še študenti, ki sem sicer jim predaval. Področje vaših raziskav je algebrska teorija grafov, še posebej simetrija grafov ter vpliv končnih grup na kombinatorične objekte. Za vse nas, ki se morda ne spoznamo toliko na matematične znanosti, zakaj pravzaprav gre? No, bom povedal, tako kot mene so vprašali, potem, ko sem po prvem letu študija, torej prvem letu doktorskega študija, je končala moja slovenska štipendija in sem se potem prijavil na štipendijo te univerze. Vse na koncu vem, da mi je potem pomagal moj mentor, ampak že verjetno je bil zadovoljen z mano, sicer se ne bi zavzel. Ampak bistveno je, bom povedal, kako sem na tem razgovoru, intervjuju, me je vprašal predsednik te komisije, naj mi povem na preprost način, kaj je to teorija grafov. Naj mi razložim, ker on nič ne ve. Nisem vedel, kaj me bo vprašal in vam bom potem razložil, tako kot sem takrat povedal. Zamislite si, da imate zemljevid vseh občin, takrat je bilo občin v Sloveniji 60, no zdaj jih je malo več, pa ne pozem te primorske občine. Pa vam reče, da narišite ta zemljevid, pa imate na voljo samo 4 barve in pobarvajte te občine tako, da bosta 2 sosednji občini, se pravi, tisti, ki imata neko skupno mejo in smete imeti enake barve. No, obstaja nekaj, če se reče izrek ali teorem 4 barv,
ki je bil dokazan šele leta 1976 s pomočjo računalnikov, sta dva ameriška matematika to dokazala, sem da takrat so računalniki počasneje delali, narejene bo tako, da so veliko primerov zreducirali na manj primerov, tako da so lahko računalništvo delali. Gre torej za to, ali je mogoče, zamislite si, da imate list papirja ali pa ravnino, ki jo razdelite na dele, s črtami, vijugami, kakorkoli želite. Najbolj preprosto, če si mislite, imate ali vse države na svetu, ali pa še te države, imate regije in tako naprej, skratka dele te ravnine in vaše vprašanje je, koliko je najmanj barv, ki še zadošča, da jih pobarvite tako, da boste razlikovali med dvema sosednjima. In odgovor je 4 barve. Ta problem je bil 200 let nerešen, znali so pobarvati vsak tak zemljevid s 5, niso pa vedeli, ali je dovolj že 4, ali pa obstaja kakšen tak zemljevid, ker pa 4 ne moreš s 5. Skratka, s tem to je eden od pomembnih ugotovitev teorije grafov, teoremu teorije grafov. Preko tega sem razložil, kaj naj bi jaz počel. Vprašanje je, kar tako, če pogledate, se ne vem, kaj se zdaj mislite v tem vprašanju, ampak ponavadi se matematika ukvarja za tisti, ki niso matematiki, s stvarmi, ki so kar neki, čemu to sploh služi, če nekaj pobarvaš, nekaj pobarvaš. Ampak bistvo je to, da ob tem, ko matematiki razrešujejo taka vprašanja, razvijajo cel kup drugih pomagal, orodij, ki so potem uporabna izmed nje. Vedeti morate, da računalništvo praktično ni obstajalo. Prvi računalniki, jaz sem študiral sem od leta 72 do 76 v Ljubljani, mi smo imeli tudi nekaj predmetov programiranja, 1, 2, 3 računske praktikum in tako naprej. Takrat so bili še računalniki, ki so bili velike škatle in ti si moral program, ki je pač nekaj izračunal, nekaj postopke, kakorkoli so nam pač dali za sprogramirati in izračunati, si moral vtipkati vsako vrstico posebej na en takšen karto, ne vem, če si bilo še spolnili take okre barve z nekimi luknicami, ti si tam se natipil in potem si to spustil noter, da ti je tiste luknice preluknjalo in potem si imel takšen pop in si spustil skozi ta računalnik, si prišel čez ene 3/4 ure poprijeti in si dobil potem en list papirja, si bi taki, da so imeli še luknice na straneh in so še pogledali in ti ponovadi je bil error, ne? In potem si moral videti, kje si naredil napako in pa si moraš spet se vsedil, ki si lahko tudi ure in ure delal, to so bili začetki. Ampak zadaj, za vsemi temi hitrejšimi procesiranji, kot so danes možni, je prav teorija grafov, ker so dali vezja, ki so notri, so zdaj mini, slonijo prav na grafih, grafi so omrežja, če kako drugače povem, ki so taka, da so čim bolj homogena, čim bolj enako zgledu, čim bolj simetrična, kot tisto, s čim se sicer ukvarjamo v algebraitski teoriji grafov. Če so bolj kot so simetrična, bolj imajo tudi druge lepe lastnosti in hitrejšno procesiranje omogoča. Se vam zdi, da je matematika danes še vedno atraktivna za študente? To sem pa hotel povedati, me veseli, da so tudi eni študenti, jaz ne vem, koliko slovensko že razumijo, ki se pridno učijo. Lepo, da ste prišli. Želel sem povedati, mogoče vse njim morda ni treba, ker študirajo matematiko, ampak moje mnenje je, da bi morala vsaka skupnost, vsaka država ali pa širša skupnost držav poskrbeti za to, da bi zelo dobro izobrazila čim večji del svojega prebivalstva mladega. Tisti, ki imajo sposobnost matematičnega razmišljanja in delovanja, v osnovi morate vedeti, da računalništvo ni nič drugega kot matematika. Če bi slučajno kdo misli, da je drugega se moti, računalništvo je samo del matematike. Včasih ni bilo računalništvo, je bilo pač računstvo. Zdaj imamo bolj sofisticirane postopke, po katerih računalničari delujejo, ampak računalničari so v resnici ene vrste matematiki. Zakaj bi morala vsaka država k temu stremeti? Zato, ker življenje postaje vedno bolj sofisticirano, vedno bolj na
tehnologijah, naprednih tehnologijah sloneče in tiste države, ki ne bojo šli v štric tem delovanjem, oziroma tem tehnologijam, bodo ostale na periferiji. Že tako, če si manjša država, si nekako bolj na periferiji. Ne bi si šel v neka politična razglabljanja, ampak jasno je, da večje države diktirajo tempo, druge ene še pojejo zraven, ene samo plešajo, ene pa gledajo. Ne? Tako da najmanj, kar lahko neka država stori, je, da svoje mlade izobrazi čim bolj. In tisti del prebivalstva, ki ima tudi vsaj približno talent za matematiko, mislim, da ga mora maksimalno izkoristiti in jih izobraziti in čim bolj ohraniti doma, zato ker brez tako izobražene populacije ne bo mogla slediti vsem tem naprednim tehnologijam, ki jih je vedno več in več. Znano je, da v nekoč tisti, ki imajo zdaj, recimo, so zelo talentirani pa nagni k temu, da znajo neki hitro preračunavati, hekati in tako naprej. Nekoč, ne vem, kaj so to počeli, ni bilo toliko dela zanje, zdaj pa je. Včasih so bili dominantne pozicije v gospodarstvu, druge kot danes. In ta del prebivalstva mora država poskrbeti, da maksimalno izobrazi in da ga ohrani doma in da z njim nekako s tem prebivalstvom svojo ekonomijo gradi. Zato je moja želja, da bi čim več ljudi šlo študirati matematiko, se je pa dostopno in potem se razprstrlo na druga področja. Na tem mestu bi še povedal to, da sem poskušal nekajkrat tudi, sem tudi v osnovni šoli poskušal učiti krožkih, poleg srednje šole imel sem tudi 3 leta krožek od 6 do 10 let na Anton Ukmar. Kaj bi tukaj imamo starejši sin, je bil še na tej šoli, tako da se mi zdelo, da moram malo sodelovati tudi izven svojega profesionalnega dela. Odločil sem se, da bom od jeseni dalje to še enkrat poskušal prepričati ljudi, predvsem tiste, ki imajo starši, ki imajo otroke te starosti, da jih čim bolj v to usmeri. Predvsem zato, ker se mi zdi, da naše izobraževanje matematike ni primerno, da se veliko otrokom se matematika zagabi, bi rekel, zato, ker se jim ne pokaže vse te dimenzije, ker matematika dejansko je. Malo dolgo sem odgovarjal, ker se mi zdi, da je. Ko ste že ravno omenili sina, imate 2 odraščajoča sinova, ste tudi na njiju prenesli to ljubezen do matematike? No, starejši ima natanko takšen način razmišljanja, kot jaz bi rekel, ampak mi je on študira psihologijo, pa je rekel, da nikoli ni želel delati nekaj takih, kar delam jaz. Kar je čisto normalno, to mi je bilo zelo všeč, da išče to druge. Drugi sin ima drugačno glavo, bi rekel, čeprav ene stvari, mislim pa, da ima tudi neko posebno numerične sposobnosti, oziroma sposobnosti hitrega reagiranja v matematiki, je potrebno hitro stvari preračunavati. Ampak on se ukvarja čisto z drugimi stvarmi. Da, tu smo. Kaj pa sicer, kakšen nasvet ste ima dali za življenje? Nisem dal nobenih nasvetov, upam pa, da sem bil zgledan dovolj konsekventen, oziroma da tisto, kar sem govoril, sta tudi videla v mojem delovanju, v mojem življenju, načinu življenja. Sicer pa ste na vaši karierni poti prejeli tudi kar nekaj nagrad, denimo leta 2002, Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke, leta 2007 vam je Univerza na Primorskem podelila zlato plaketo za izjemen doprinos k razvoju univerzitetnega in pedagoškega dela. Prejeli ste med drugim tudi priznanje 15. maj za življenjsko delo na področju družbenih, znanstvenih in pedagoških dejavnosti v mestni občini Koper. Kaj vam vsi ti dosežki nagrade pomenijo? Dobro, glede na to, da sem rojen Koperčan, mi je Koper zagotovo mesto, ki ga imam najrajše, najbolj v njem se najlepše počutim. Kljub temu, da
mora včasih tudi kakšne stvari prenašati, ki ne sodijo k dobremu počutju, ampak ostajam Koprčan in Koper imam res rad. So pa tudi druga lepa mesta na svetu. Santa Cruz sem doživel veliko lepega, všeč mi tudi Bilbao v Španiji, kamor hodim približno enkrat letno na matematične gostovanja. Ampak kar sem povedal zato, da hočem reči, da mi je lepo ta nagrada, ki se 15. maj, ki pomeni, da sem Kopru nekaj dal, ali pa oziroma vrnil. Enako lahko rečem za to plaketo, ampak kar se pa mojega, če pogledam moje profesionalno delo, seveda sem bil zelo vesel Zoisove nagrade, to je v Sloveniji pač velja, da je dajo za vrhunske znanstvene dosežke. Bi pa povedal v tej priliki, da seveda karijera oziroma profesionalno delo, pa če delaš v znanosti, znanstveno delo je zelo pomembno. Predvsem je pomembno in zelo lepo je, če te davkoplačevalci, je tako moderno reč, plačujejo za nekaj, kar imaš rad. Jaz imam matematiko neizmerno rad, veliko rad, tudi ta zadnje leta delam matematiko kot to, kar delam. Mislim pa, da je to pomembno tudi, da to, kar delam, da lahko drugi mlajši delijo matematiko v miru. Drugače kot sam, ki sem matematiko raziskovalno, sem se moral boriti v tujini in potem tudi tukaj, ko sem se vrnil. Je pa poleg tega znanstvenega dela, da imaš tukaj zadovoljstvo, predvsem pomembno zadovoljstvo v družini, oži, torej tvoji, tiste, iz katere izhajaš, širša družina in pa prijatelji, znanci. Pri vsem tem mislim, da sem bil v svojem življenju, kako se temu reče, v angleščice, če blessed, ne vem, kako mi izumije prije slovensko, da sem bil tako pač pozitivno požarčen, ne pridem slovenski izraz. In v tem smislu mi je najbolj zanimivo to, znanstvene, torej te nagrade Zoisove, se podeljujejo za znanstvene dosežke v obdobju 7 let. Dobil sem leta 2002, prvi stinjal leta 94, drugi 98, dobil sem ga v obdobju, ko sem dejansko bil največ izdan matematike. Dejansko sem se maksimalno angažiral pri vzgoji otrok in mi je zanimivo, kako življenje uredi tudi, kako okoliščine uredijo, da se ki življenje samo po sebi uredi. Takrat sem imel največ časa in največ notrnega miru, da sem tudi zmogel globoko razmišljati. Kaj pa vam, oziroma kaj si štejete za vaš največji uspeh do sedaj? Kot sem povedal, največji uspeh je, da imam dva sina posluji za sabo, žal mi je, da nima nobene hčerke. Mislim, da svojo ženo zmenjam, da bom imela 3, ampak nekako se je naredila, da se ne spomni, ko smo stari preželi. Čeprav jaz dobro vem, da smo se zmenili za 3. Vesel sem tudi, da tudi če nikoli niti ene številke ali črke matematične napišem, vem, da sem pustil za sabo dovoljšne število matematičnih teoremov oziroma rešenih problemov, ki so veljali za nerešena, tako da ljudje me poznajo potem, tukaj lahko naredim kljubice in tudi če nič več naredim je okej. In pa zelo sem zadovoljen tudi s tem, da sem pustil za sabo matematično šolo svoje doktorske študente, ki to vleče naprej. Vesel sem, da je Koper postal nekaj vrste center za mlade talente, tudi tukaj jih je nepar, ki so naši študenti iz nekdanjega, bivšega prostora skupne države, tako da matematika gre dalje in to mi daje veliko zadoščenja. V življenju se ukvarjate tudi športom. Katera vrsta športa pa vam predstavlja največjo sprostitev in kolikokrat si vzamete čas za rekreacijo? Ja, zdaj sem imel najraje sem šarko, lahko bi igral samo ekipi, kjer bi imeli nizkega playmakerja. Še do pred kratkim sem še kaj igral, ljudje moje starosti ne igrajo. Tako da sem z mlajšimi občasno kaj igral, poskušam malo
malo teč pa plavati, vsak dan se malo pomigam, predvsem zato, ker sem v zadnji čase pa se tudi slišim in preberem, da je to tudi najboljši način za ohranjanje svežih možganov. Niso križanke, ko so dolgi in tako naprej, ampak pravijo, da kardiovaskularne aktivnosti in dvigovanje teži najbolj ohranja, torej preprečuje demenco. Sicer mislim, da nimam to v družini, imamo tukaj, ki je dovolj bistra še zdaj, ker me neprestano sprašuje to in ono, moram govarjati, tako da najbolj težav nimam. Bi pa rekel še to mogoče, da sem se spomnil, da je šport, košarka v srednji šoli po eni strani bila kriva, da se dolgo časa nisem bil sigurno, ne grem to matematiko študirati, ne, ker ko prije človek puberteto ima malo drugače, se mi zavrti glava, ampak potem sem se je zgodilo to, da sem si zlom gležen in nisem mogel igrati na 4 mesece košarke. V zadnjem letniku, to je bilo ravno takrat, ko sem se boril za mesto v ekipi Kopra, v 18 letih tedanje košarkarske ekipe v Kopru in potem sem rekel, kaj čem delati, sem se potem lotil, zdaj bi pa res probal kakšno nagrado dobiti na tekmovanju in sem se potem lotil študija matematike, da sem delal knjige in naloge za prvi letnik fakultete in potem, ko mi je uspelo priti na zvezdno tekmovanje v Beogradu, sem sprejel odločitev, da je v Zagrebu pa da študirati matematiko. Tako da košarka je najbolj preprečevala to, pa mi tudi dovolila, da sem se prav odločil pri študiju. Leta 2010 pa je bilo na vašo pobudo ustanovljeno Akademsko športno društvo Famnik. Kako danes deluje to društvo? Pravzaprav ne vem, ker sem ga predal tako da sem sledil na svetu oziroma prepričevanj Blaža, da odrečem temu. Jaz sem iz te svoje, kot da rečem, neizživete ljubezni do košarke, sem potem košarka je v Kopru vedno bila v valovih, pa je bila, pa ni bila, pa se je končal klub, pa je spet prišel in potem je tam nekje, koliko tega leta sem bil neko čudno fikcijo, da bi pa res probal postaviti spet to košarko na noge, zapravil se precej svojega denarja in zato, kako tudi kdorkoli z ki je delal na tem področju, ampak nekaj mladim ljudem sem mogoče tudi, da so imeli treninge, potem sem pa pred leti ta klub predal nekomu, da je prevzel to štafetno palico. Ampak zdaj vidim, da se košarka v Kopru združuje preko Six. Skratka, prišel je denar v Kopru in zbral skupaj vse to, kar je klubi, ki se tukaj obstajajo. Mislim, da to zdaj deluje pod eno kapo. Sicer se vležujete košarkaških tekem, spremljate? Jaz sem hodil na, recimo takrat, ko je Olimpija bila leta 97, ko je prišla na Final Four, sem bil v Zagrebu, bil v Milanu, bil v Rimu. Velikokrat sem hodil tudi na druge tekme Olimpije, v zadnjem času pa ne, ker sem malo razočaran na tem, kako je pripadla ta zadeva v Sloveniji, tako da pravzaprav Slovenija. To se to ni samo v športu, tudi sicer se dogaja. Slovenija zgublja svoje talente tudi na drugih področjih. Glede na to, da delujem v visokem šolstvu, si štejem za svojo nalogo, da je tega, če imajo saj na univerzah. Zato pa tudi tisto, kar sem prej povedal, s tem, da bom poskušal delovati že na osnovni šoli, vsaj v naslednjih nekaj letih, koliko mi še prestane do upokojitve. V vašem programu dela na Univerzi na Primorskem ste omenjali tudi svobodno katedro, torej vključevanje znanstveno-raziskovalnega dela in odkritij, ki niso ravno mainstream znanosti. Kako si predstavljate, da bo to zaživelo v Kopru? Ja, to je ena od kritik, ki jih slišim vsake toliko časa, kot drugih kritik ni, ker imajo ljudje, ki me kritizirajo, ki so blizu v mojem okoli mene, imajo toliko uvidevnosti, da mi ne nabijajo takrat, ko je polno drugega.
Moja želja je bila, da bi, jaz tako razumem znanost, da znanost meje vedenja premika vedno bolj naprej, da je vedno več, kar je bilo prej neznanega, postane znano. Zato je, po mojem mnenju, nujno dopuščati tudi raziskave, ki so meni v smislu, da so dovolj prepričljivi dokazi, da nekaj za tem je, človek samo pa človeštvo pa orodji, ki so na voljo, ne zmore pojasniti vseh teh dogodkov oziroma vseh teh fenomenov. Tudi nič nenavadnega, ker znanstvena metoda je taka, da katerakoli znanstvena metoda sloni na nekem privzetem sistemu pravil, postulatov, premis, aksiomov, kakorkoli hočete imenovati, in formalno logičnem načinu sklepanja. Zato je domet tistega, kar lahko na osnovi teh aksiomov človek zazna oziroma pojasni, je omejen. Ne glede na to, kako sofisticirano vi te aksiome postavite in metode raziskovanja upeljete, vi boste v nekem trenutku trčili v zid, dobili boste vprašanje, ki je čisto legitimno znotraj, torej realno vprašanje znotraj sistema, ki ga upravljate za spoznavnega sistema, boste prišli do vprašanja, za katerega ne boste mogli odgovoriti. Ne, da bo odgovor ne. V redu je, če je pač odgovor ne, ali da je vredo, lahko se vam zgodi, da je to vprašanje nedoločljivo, ne zmorete nič povedati o tem. In za v takem trenutku morate potem ta prostor razširiti z novimi pravili. Nova pravila so pa vselej nekaj, kar je mejno. In lahko drugače poveste. Tisti prvi del, kar lahko rečete, je to na nekem smislu racionalni način razmišljanja, gledanja. Tisti, ko se pa odločite, katero bo to novo pravilo, katera boste nova orodja dali zraven, se morate pa po neki intuiciji odločati. In to ni nekaj, kar je zdaj izmišljeno z moje strani ali pa v zadnjem času. Vedno je človeštvo imelo intuitivne pristope k razkrivanju resnice oziroma odstiranju neznanega. Kitajci imajo že tisočletja ričin, ki je nek zapleten sistem, na vide zapleten sistem glasitve na neko frekvenco, ki vam da odgovor, do katerega ne morate na racionalni način. Poleg znanstvenih člankov, morda kot zanimivost, ste leta 1989, seveda so avtori, izdali tudi knjigo Parapsihologija, šarlatanstvo. S čim ste se ukvarjali v knjigi? Spomnim se tega obdobja. Se bom navezal to, kar sem prej rekel, od nekih, s katerimkoli pristopom, s katerikoli vrsto metode znanstvene se nečesa lotite, trčite vedno do nekega vprašanja, na katerega ne morate odgovoriti. Tam se morate poslužiti drugih prijemov, če želite nek preboj narediti. Bom za trenutek šel malo stran. Stari Grki so bili temeljitelji geometrije. Ime Evklid je vsaj nekoč, ko je se v gimnaziji učilo evklidsko geometrijo. Evklidska geometrija je na aksiomih zasnovana način obravnave geometrijskih pojmov, likov, teles, premice, ravnine in tako naprej. Dolgo časa niso vedeli, ali je pravilo, ki se zdi vsem nam intuitivno jasno, da če imate vi premico, na papir narišete ravno črte in če date neko točko izven te ravne črte, pravilo pravi, ki se imenuje eden od teh aksiomov, tako imenovani aksiomov usporednici, da skozi točko izven premice obstaja ena sama usporednica, se pravi premica, ki ne seče tiste osnovne premice. Dolga leta niso vedeli, ali je to res nekaj, kar morate prevzeti, da tako je, ali ni to že samo posebej umevno, nekako bi moralo biti znano na drugačen način preko drugih pravil sklepanja doseči.
smo šele, ko govorimo zdaj stari Grki, ne toliko let nazaj, šele okoli leta 1800 pa so matematiki ugotovili, da to je nekaj, kar ni nujno res, kar se pravi, da vi lahko zgradite takšne geometrije, kjer lahko greste skozi eno točko je več usporednic, ali pa nobena na osnovi teh tako imenovane hiperbolične geometrije, pa projektivne geometrije, mnogi drugi znanstveni izsledki. Hiperbolične geometrije se uporablja pri vesoljskih potovanjih in tako naprej. Skratka, hočem reči, da v tistem trenutku, ko se odločate, prijete do nekega vprašanja, in tega ne morate govoriti, je nujen pristop, ki ni znanstven. Zato si predstavljam, da bi vsaka univerza morala imeti tudi prostor za prebijanje teh mej. Temu je naj bi bila namenjena ta odprta katedra, ampak ker je na te univerzi bilo toliko odprtih problemov, zdaj lahko, da sem nekateri misle, da sem jih sam povzročil, te odprte probleme. Te probleme bo treba zdaj zapirati, da upam, da smo jih vsaj večino zaprli, tako da bo ostalo še kaj časa za odprto katedro v naslednjih letih in za spodbujanje raziskav, ki bodo mejne, bodo potiskale meje znanosti čez tisto točko, kjer trenutno te meje so. Če se za konec zataknemo še vašega trenutnega poklicnega življenja, leto 2016 je zaznamovalo nekaj izjemnih uspehov naše univerze, delimo Evropski lesni projekt INORINJU, pa pogodba z Moskovsko univerzo Lomonosov in konec koncev tudi matematični kongres pri nas. Zavedljivi projekti, rečemo lahko za slovensko, kaj šele za naše obalno področje. Kako pa vidite nadaljni razvoj univerze na Primorskem? Zdaj, od vseh teh treh stvari je najbolj konkreten in oprijemljiv je pridobitev centra odličnosti. Ta center odličnosti je za razliko od centra odličnosti, ki so bili pred 7 leti, 6 leti postavljeni v Sloveniji, tako je bilo 8 centrov postavljenih, tistih 8 centrov je bilo postavljenih znotraj Slovenije po kriterijih, ki jih je izbralo ministrstvo oziroma ARDS, kakokoli že. In takrat je naša univerza tudi konkurirala, pa ni dobila. Tokrat pa teh 10 centrov odličnosti v Evropi, prejšnji teden so imeli skupno srečanje, naš vodja našega centra, Andreja Krupner, je vodja, koordinator vseh 10 centrov. Ta center, ki smo ga pridobili, je pa pridobljen v, bom rekel, kruti, brez kompromisni evropski konkurenci, kjer ni nekih sentimentalnosti, zato si štejem to kot največji uspeh doslej sploh na raziskovalnem področju te univerze. Zdaj, če se lahko se nekdo tudi strinja, ampak niti ni bistveno. Dejstvo, da to je, prinesel je edini realni denar tako za 50 novih zaposlitev strokovnjakov, tudi nekaj bo tega univerza zagotovo imela, ta center odličnosti je že ustanovljen, deluje kot druga pravna oseba, bo pa veliko tudi preostanek univerze od nje imel, povratni feedback, skratka, ko se temu reče multiplikativni učinki, kako se reče v ekonomiji. Poleg tega bo edini realni denar za nove infrastrukture. Ta denar je predviden tudi direktno preko slovenskih strukturnih skladov za stavbo in stroje, če lahko navednica govorim. Jaz takega, tako velikega vložka finančnega ne poznam. Ne v Sloveniji, kaj še ne obali. Tako da to, kljukov, to je največji uspeh. Mislim, da nikomu tudi ni všeč ta denar, kot povedal, iz strukturnih skladov 30 milijonov za našo univerzo, to ni bilo predvideno, da mi dobimo. To je bilo predvideno, da bo pač nekje po Ljubljani tam šetalo. Tako tudi si razložili nedoumljive člane, vem, kot je bil v ponedeljnik, ki je bil v delu 1-2 meseca nazaj, negativni člani potem, kako smo mi ta projekt dobili zaradi dobrih odnosov med direktorjem in ministrstvom.
moj odnos z ministrico je pač neutralen, bi rekel. To je dobro, če je neutralen. Zagotovo pa pri pridobitvi tega projekta je bilo pomembno samo to, kako smo se odrezali v tujini. Je pa pomagalo to, da je naš sopartner iz Nemčije. Se vam je jasno, kje se vrti pač politika v Evropi danes. Tako da tukaj bi rekel, da dokaz, da je to uspeh in tudi to je reakcija iz Ljubljane. Namreč, morate vedeti, da v zaključnem finalu, iz 170 projektov je pa prva faza, po prvi fazi bilo še 30 in po tej prvi fazi teh 30-10, med 30 je bil tudi en projekt Univerze v Ljubljani. Končal komentiranje tukaj. Kar se tiče Lomonosova, je to ta je tako bi rekel prestižni uspeh. Zdaj lahko iz tega je, ne vem, kaj bo lahko zelo veliko, lahko pa malo. Trenutno kaže, da lahko nekaj iz tega nastane. Razpis je šel za prvi skupni program ekonomije in finance za drugo stopnjo na management. Vse je poštimano po senatih ene in druge univerze. Lahko je to en velika odskočna deska za to univerzo, ker se vežemo na univerzo, ki je v ruskih razmerah kot Harvard v Ameriki ali pa Oxford v Angliji. Kar se pa tiče kongresa matematikov, pa je to predvsem plod trdega dela mlajših kolegov in kolegic, ki so to pripeljali. Sam sem bil tudi na tem zadnjem lobiranju, oziroma na kongresu v Berlinu, kjer sem pomagal predstaviti Kopersko univerzo in pa Obalo. Sam kongres se bo odvijal v Portorožu. In glede na to, da so vsi običajni prevrstni kongresi v velikih mestih, na velikih univerzah, to se mi zdi tudi ustrezen pokazatelj, da ta univerza že šteje več, kot pa bi se ji pripisalo. Ali pa kot si nekateri dopovedujejo, da je zelo slabo kaže, pa da ima slab imič in tako dalje, niti približno ne. To, da od te univerzi po svetu vedo, imate tisoče univerze na svetu, ampak velik del tega občestva univerzitetnega pozna univerzo na Primorskem. Morate vedeti, da že to je proti dokaz vse do tistemu, kar nekateri mislijo o tej univerzi. Rada bi se vam zahvalila za ta izčrpen in zanimiv pogovor. Vsekakor smo vas spoznali tudi v nekoliko drugačni luči, ne samo kot rektorja Univerze na Primorskem. Tudi v prihodnje vam želim veliko uspehov. Prav tako se, dragi gosti, zahvaljujem tudi vam, da ste bili z nami na tokratnih kariernih zgodbah. V juniju bomo gostili še nekaj zanimivih gostov, o komu govorimo pa v prihodnjih dneh. Želim vam lep večer in nasvidenje.